Januarja smo obeležili obletnico svobode, aprila tretjo obletnico volitev. 1. junija, torej v nedeljo, obeležujemo tretjo obletnico vlade dr. Roberta Goloba. Zato bi zdaj najprej za besedo prosila kar vodjo poslanske skupine, magistrico Natašo Avšič-Bogovič. Danes ni samo čas za obeleževanje pomembnih obletnic, ki smo jih dosegli, ampak je predvsem želja, da naredimo en pregled že narejenega dela in predvsem pogled v to, kaj nas do volitev še čaka, ker dela je ostalo še precej. Če se vrnem v leto 2022 in na začetek mandata, ki smo ga dobili z voljo več kot 410 tisoč ljudi, ki so nam zaupali, ki so povedali takrat, da želijo drugačno Slovenijo, da želijo modernejšo Slovenijo, da želijo socialno državo, da želijo normalnost. Dela smo se lotili takoj, a že na začetku verjetno se vsi še dobro spomnimo, kakšnih blokad smo bili deležni. Najprej vloženih preko 30 zakonov SDS-a in NSI-ja, potem 3 referendumi. Tudi toliko ni bila opozicija zrela, da bi nam dovolila vladati po zakonu o vladi zaradi programa, ki smo si ga zastavili. Torej, blokada tudi na tem. A še enkrat več so volivci in volivke še istega leta, konec leta 2022, dokazali, da je smer Gibanja Svobode pravilna. Referendumi zakonodajni so potrdili naše zakone. In s tem dali veliko težo nam za nadaljevanje dela. Dela smo se torej po 237 dneh lahko lotili nemoteno na način, kot smo ga obljubili. V tem času do danes je bilo opravljenega precej dela. Še posebej ponosni smo na že končano plačno reformo v javnem sektorju, ker to je reforma, ki daje delavcem bolj pravične, transparentnejše plače, s tem pa večje zadovoljstvo. Večje zadovoljstvo pa jih bo vodilo k boljšemu upravljanju storitev za vse nas, za celotno družbo. Potem zdravstvena reforma, kjer dejansko nismo obupali, kjer nismo podlegli različnim lobijem, kjer smo vedeli, da moramo narediti sistem zdravstva po meri ljudi. Ločitev javnega in zasebnega je bila pri tem najpomembnejša. V nadaljevanju bo sprejetih še kar nekaj zakonov na tem področju, že do danes pa je bilo sprejetih ogromno zakonov, ogromno podzakonskih aktov, preko 40 in vsi ti zakoni prinašajo zdravstveno reformo. Pokojninska reforma je tukaj, potekajo koraki do njene uresničitve. Lotili smo se tudi šolske reforme, reforme visokega šolstva, tudi to nas čaka še do konca mandata. In zelo pomembno področje, ki smo ga naslovili in se že udejanja, je nova stanovanjska politika. Za vse mlade in malo manj mlade. Svoboda ne gradi samo mostove med ljudmi, ampak tudi gradi strehe za mlade, da bodo končno lahko prišli do stanovanj. In naj na koncu rečem tole. Ne samo, da smo pred časom govorili, da smo šli na volitve po 2 mandata. Da, šli smo. Naš program je bil pripravljen za 2 mandata in to se danes jasno kaže. To, kar niso dosegle ali pa želele narediti pretekle vlade, ker je bilo prezahtevno, tega se Svoboda lotila. Zato verjamemo, da bomo z dobrim delom, s tem, kako cenimo, kako spoštujemo, kako solidarno družbo ustvarjamo za vse prebivalke in prebivalce, uspeli dobiti še en mandat. Verjamem v našo zgodbo, verjamem zato, ker imamo vizijo, ker smo si postavili odlične cilje, jih veliko že realizirali, predvsem pa poznamo korake, kako bomo do teh ciljev prišli. Pri tem smo pogumni, vztrajni, odgovorni. In predvsem, kar jaz vidim v naši poslanski ekipi, izredno srčni. In ko je človek pri svojem delu srčen, takrat naredi največ. In tega se zavedamo sami in na tej poti bomo vztrajali. Vam
novinarji, se zahvaljujem za vaše opravljeno delo, za to, da opazite naše delo, naše odgovorno upravljanje opravil, ki nam jih nalagajo volivci, nalaga v končni fazi zakonodaja. Prav pa je, da nas tudi opozarjate na stvari, ki jih še nismo naredili in s tem delate naše delo še bolj odgovorno in nam dajete občutek, da smo pri delu še bolj odgovorni, še bolj energični in naredimo še več. Hvala lepa. To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. Vprašanje za gospo Avšo Bogovič. Mene zanima, če lahko naštejete nekaj zakonov, ki jih želite spraviti pod streho oziroma potrditi v parlamentu do začetka parlamentarnih počitnic. Zanima me, kakšna je predvidena časovnica pri pokojninski reformi, kjer se v bistvu pojavljajo strani določenega dela sindikatov neke grožnje z referendumi in pa kakšen prispevek za dolgotrajno oskrbo bomo plačevali od 1. julija naprej. Ali se tukaj razmišlja o tem, da bi ta 1% od bruto plače, se pravi zaposlenega, delodajalca, upokojenca znižali? Hvala za kar nekaj vprašanj. Bom začela pri zadnjem. Tako kot smo že komunicirali, se pri zakonu o dolgotrajni oskrbi ponovno preverjajo izračuni, preverjajo se storitve, ki se bodo upravljale, ampak v tem trenutku odločitev ta še ni sprejeta. V tem trenutku velja vse tako, kot je bilo do sedaj. Glede pokojninske reforme, in vem, namigujete na enega od sindikatov, ki tej pokojninski reformi ostro nasprotuje. Poglejte, bila je spogajana v dolgotrajnem procesu s vsemi deležniki na ekonomsko-socialnem svetu. Ta pokojninska reforma, kot je danes pripravljena, daje boljše pogoje, se pravi sedanjim upokojencem z uvedbo zimskega dodatka, daje dobro, odlično perspektivo nadaljnjim upokojitvam, se pravi upokojencem, ki prihajajo v to starostno obdobje in daje upanje mladim, da jih ta sistem ne bo pustil na cedilu. Glede tega, kar bodo zdaj naredili ta glasni, ki nasprotujejo tej pokojninski reformi, je še preuranjeno govoriti. Bomo videli, ko se to zgodi in če se zgodi. Glede vseh ostalih zakonov, ki so trenutno v proceduri in ki še prihajajo, se pravi iz vlade v državni zbor ali pa kot poslanski zakoni, ne bi želela špekulirati s tem časovnicami. Veste, vsake toliko nas, pa celo zelo pogosto nas opozicija preseneča z vlaganjem svojih zakonov in z namernimi blokadami zakonov, ki so v pripravi. Tako da počakamo na to dinamiko, ki se bo izrisovala spodaj. Ampak kdaj pa je predvidena potrditev pokojninske reforme v parlamentu? To je ena ključna reforma v tem načrtu za okrevanje in odpornost. Pa mogoče vidite v teh pozivih k referendumih strani sindikatov tudi točno politično ozadje pa politično dimenzijo, ne samo sindikatov. Glejte, absolutno je v ozadju politična dimenzija, saj smo jo leta 2012 že videli in lahko se zgodi kaj podobnega, pa pri tem res ne želim špekulirati. Mi smo pripravljali odlično pokojninsko reformo, kot sem rekla, naslavljali vse generacije in verjamem, da bomo uspešno sprejeli že do parlamentarnih počitnic. Medijski zakon bo do parlamentarnih počitnic tudi pod streho, boste v tem mandatu potem zagrizli tudi ta podnebni zakon, o katerem je bilo kar veliko črnila prelitega zdaj v zadnjem obdobju. Glejte, tako kot sem rekla, veliko tega nas še čaka. Ja, ena od zadev ali pa eden od zakonov je tudi podnebni zakon, ki prenaša v naš pravni red tudi evropske direktive in tudi ta je potreben. Gre v končni fazi za nas, za naše zanamce, vsi si želimo zelenega okolja, trajnostnega okolja in ja, tudi to je v pripravi. Slovenija za vas
vodja poslanske skupine, imamo dve vprašanji, in sicer ali boste v zakon o funkcionarjih, ki je na klopeh, mogoče upoštevali ta poziv podmladka o nekaznovanosti voljenih funkcionarjev, in druga stvar, seveda veliko imenovanj takšnih in drugačnih je pred nami, kako bo vse skupaj potekalo. Hvala za vprašanje. Seveda bomo upoštevali voljo mladih, kajti to je tudi volja nas malo manj mladih. Je v pravem trenutku dana ta pobuda strani mladih in je na mestu. Ne smemo si več dovoliti, da bodo obsojenci oziroma obsojenci sodelovali v politiki. Politika je enostavno preresna in preodgovorna stvar za državo. Kar se tiče imenovanj, ki potekajo in katere postopke vodi predsednica države, je pa v tem trenutku komentiranje postopkov preuranjeno. V tem trenutku se lahko sicer govori, ali pa povem, da se bomo pogovarjali s kandidatom za guvernerja, ne ta teden, ampak v naslednjem tednu, tako mi kot koalicija, potem pa se bomo pogovorili, kaj in kako. Kandidata ne poznamo, tako da je prav, da dobi priložnost, da se nam predstavi. To so ostale imenovanja? Govoriva o ustavnih sodnikih. Glejte, to so zadeve, ki jih sigurno ne bomo komentirali. Zaenkrat se pogovarjamo zgolj na internih sestankih in tako kot sem rekla že, marsikdaj internih sestankov ne komentiramo. Na internih sestankih so stvari odprte, so različna mnenja, se poslušamo in iščemo najboljše rešitve. In ko so potem zadeve zrele za novinarje, to skomuniciramo. Lahko sem eno pod vprašanje glede tega čisto načelno, o katerem je govorila predsednica v intervjuju za Delo, ko je omenila, da je pomembno tudi, da Ustavno sodišče ima konzervativnega kandidata, znotraj teh različnih pravnih področij in tako naprej. Kakšno je vaše stališče okrog tega načelno? S kriteriji predsednice se strinjam. Je prav, da imamo takšne kriterije postavljene od ženskih kvot do področij, ki jih pokrivajo posamezni sodniki, kajti ne bi bilo okej, da v bistvu imamo več ustavnih sodnikov z področja civilnega prava, gospodarskega ali pa ustavno-pravnega. Se pravi, ta struktura mora biti pestra, kajti samo pestro vodi potem do pravih odločitev. Vključno s tem konzervativnim kandidatom, recimo, da je to tudi pomembno? Vključno s tem. Smem še jaz eno, nič niste v zunanji politiki Slovenije spregovorili. A to pomeni, da je zunanja politika briljantna, sploh odnos do Izraela, pobijanje otrok v Gazi? Prosim. Naša politika, se pravi politika stranke Svoboda, je pri tem zelo jasna. Ostro nasprotujemo genocidu, ki se izvaja v Gazi. Ostro obsojamo vsakršno nasilje, vsakršne napade, ki se dogajajo nad nedolžnimi ljudmi, nad civili, in tega ne gledamo kar tako, nismo nemi opazovalec, iščemo rešitve, tudi naši predstavniki v evropskih institucijah so glasni in opozarjajo na stvari. Glejte, želimo si čim hitrejšega končanja vseh vojn, ki trenutno potekajo po svetu, pa jih poteka precej, in pri tem aktivno sodelujemo. Kolikor pa v bistvu v okviru svojih pristojnosti Slovenija lahko. Smo glasni in si upamo povedati. Ampak to so samo želje. Kaj pa konkretna akcija, konkretna dejanja, tega pa niste nič omenili? Konkretno politiko vodi zunanje ministrstvo, ga vodi vlada, in mislim, da v tem trenutku v Svobodi te stvari podpiramo. Ne razmišljate pa o tem, recimo, da bi vložili kakšno pobudo, s katero bi vlado pozvali, da se v bistvu Slovenija pridruži tožbi Južne Afriške republike pred mednarodnim sodiščem v Hagu, ali da bi kako podprli morebitne sankcije? V naši poslanski skupini smo na tem področju ves čas aktivni, vlagamo to vrstne pobude, tudi v preteklosti smo jih, in seveda o tem razmišljamo na glas. Hi ho, the dairy, the cheese stands alone.